stališča. Morali se bomo obračati tudi na tiste, ki nimajo naših stališč, kajti brez njih ne bo rešitev za določena vprašanja. Hvala lepa. Gospod Nemec Matjaž. Hvala lepa, spoštovani visoki zunanji politični predstavnik. Moje vprašanje se bo nanašalo na izjemen napredek Bosne in Hercegovine v približevanju Evropski uniji. Status Bosne in Hercegovine ga danes lahko enačimo tistemu, ki ga ima Ukrajina, in sicer po vaši zaslugi, osebni zaslugi, zaslugi tega Evropskega parlamenta, ter tudi moje države Republike Slovenije, ki je v zadnjih mesecih vložila veliko energije in napora za to, da bi ta država po 10 letih zastoja končno dobila evropsko perspektivo. Podobno kot od vas bi pričakoval tudi od komisarja Varhelja, njegova vloga mi je nepoznana in neznana v tem primeru. Ampak ne glede na to, rad bi pohvalil tudi predvsem bosanske oblasti v napredku, ki so ga izvedle od volitev do danes. Tu gre za izjemen napredek, ki je primerljiv tistimi vseh najbolj razvitih evropskih držav. Dovolite mi vprašanje, gospod komisar, visoki predstavnik, kakšna je pot Bosne in Hercegovine v vaših očeh? Kaj bo vaša služba naredila v naslednjih mesecih, da bo še pospešila njen napredek na poti v Evropsko unijo? Hvala lepa. Merci, Mr. Borrell. Gospod Borrell, izvolite. Kaj je bilo vprašanje? Torej, vprašanje je, kaj bi lahko storila služba za zunanje delovanje v prihodnje, zato da bi podprli, pospešili napredovanje Bosne po evropski poti? Dragi kolega, to nima nobene povezave s časom za vprašanja. Kajti pravzaprav danes razpravljamo o čezatlantskih odnosih. Ali pa se morda v napačni dvorani. Lahko povem, kaj je v Bosni. Toda to je druga tema. No, pojdimo naprej. Naslednje vprašanje. Gospod Neumann. Thank you and thank you. Gospa Neumann, hvala lepa, visoki predstavnik, da ste danes z nami. Tema razprave je dejansko čezatlantski pristop v multilateralnem svetu in eno področje, kjer beležimo številne akterje, je Bližnji vzhod. Kitajska je dosegla dogovor z Saudsko Arabijo in z Iranom. Torej, dogovor je mrtev, je dejal ameriški predsednik, nekateri so še želeli se popogajati, nekateri izvažajo orožje v Saudsko Arabijo, za druge velja moratorij, sankcija. Torej, sprašujem se, ali še vedno obstaja čezatlantsko zavezništvo ali pa vsaj čezatlantski pristop k regiji in če obstaja, kakšen je glede na te zelo konkretne primere. Gospod Borrell. No, dejansko je to sporazum, ki ga je dosegla Kitajska med Saudsko Arabijo in Iranom. Diplomatski odnosi med obema državama bodo znova vzpostavljeni.